V današnjih novicah med drugim občina Šentjernej ne da svojega muzeja. Minister Tonin na obisku v Brežicah, potomka žametne črnine v Cvičkovem vinogradu. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo v Šentjerneju, kjer se nadaljuje saga v zvezi s prihodnostjo Pleterskega muzeja na prostem. Občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili dopolnitev odloka o razglasitvi muzeja za kulturni spomenik lokalnega pomena, tako da se vanj vpiše predkupna pravica občine, ki jo ta ima že na podlagi zakona o varstvu kulturne dediščine. Kot poudarja župan Jože Simončič, so s tem dali jasno vedeti, da imajo z muzejem resne namene. Muzej je del Šentjerneja, zato smo tudi ves čas sofinancirali njegovo vzdrževanje, pravi Simončič. V zadnjem desetletju so, navede, zanj odšteli 65 tisočakov. Jasno želimo povedati tudi formalno, da nikakor ne želimo pristati na to, da se ta muzej seli iz Šentjerneja. Vsekakor pa mora biti odprti pogovori o tem, ali bo še vedno na isti lokaciji, ali pa bo v nekem doglednem obdobju stal nekje drugje, ampak v šentjernejski občini. Občina je torej pravno formalno prva v vrsti ob morebitni prodaji muzejske dediščine v lasti Kartuzije. Vsi tisti, ki se pogovarjajo o selitvi, bodo mogli ta odlok prečitati in tudi razumeti, kaj pomeni. To pomeni to, da nekdo, ki ni lastnik in ni stranka v tem postopku, ne more o tem odločati. Svetnika Alberta Pavliča je zanimalo, kako je, stvar v tem trenutku zastavljena in kako je tudi nekje vizija, strategija za končno rešitev. Ker tukaj imamo zdaj, minimalno lahko rečem 2 lobija, če jih ne še več, ki vsako leče na svoje strani. Naslednji korak, tako Simončič, bo dogovor s partnerji s ciljem ohraniti muzej. Ta bo, če ne bo čim prejšnje rešitve, nenazadnje se prihodnje leto izteče najemna pogodba med zavodom Historium, Kartuzijo, občino in območnim zavodom za varstvo kulturne dediščine, obsojen na životarjenje ali celo propad, je prepričan njegov skrbnik Simon Udvanc. Zaradi koronavirusa, denimo, bodo prvič v 23 letih poslovali z rdečimi številkami. O sprejeti odločitvi občine pa? Treba se zavedati, da ta zadeva potegne za sabo velikega dela, velikih sredstev, tako da bodo mogli tudi v to smer razmišljati, kako ta projekt potem pokriti. Ne samo selitev, ampak tudi na vse zadnje nakup, kaj je pač občina pripravljena to kupiti do selitve, pa potem predvsem za delovanje, za vzdrževanje, kajti to je še en kulturni dom. A rešitev v nekaj letih, kolikor bi najverjetneje trajal postopek iskanja lokacije in umestitve muzeja, ni zadovoljiva, meni Udvanc. Načrti z muzejem v šmarješki občini torej ostajajo? Mi delamo na tem projektu. Mi smo že začeli z selitvijo enega objekta, seveda, ločenega od muzeja na prostem, seveda. Iščemo nove rešitve, partnerje, tako da smo na tem področju zelo aktivni. Ja, postopki bojo pač stekli in bomo videli, koliko časa bojo trajali. Na računamo, da bomo pač v jeseni potem začeli s postavitvijo česarkoli. Pač tam bomo šli na en način skansen, ali bo to pleterski, ali bo to naš tam lokalni, bomo še videli. Ob tolikšnem zanimanju bi torej Dolenjska lahko razvila mrežo muzejev na prostem. Na povabilo brežiškega župana Ivana Molana se je danes na delovnem srečanju mudil minister za obrambo Matej Tonin. Minister in župan sta med drugim govorila o naložbah v lokalno infrastrukturo, ki jih na podlagi dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki sofinancira obrambno ministrstvo. Obrambni minister, ki se je srečal tudi z brežiškimi gasilci, je dejal, da je ministrstvo doslej za različne potrebe v občini prispevalo 4,5 milijona evrov. Z županom sva se dogovorila, da se bo to sodelovanje med ministrstvom in občino nadaljevalo tudi v prihodnosti. Moram priznati, da je župan trd pogajalec, da se je trdo pogajal za svojo lokalno skupnost. Na nek način je dogovor ta, da se bodo sredstva namenila za njihovo infrastrukturo, del pa tudi za potrebe gasilcev. Zadnje 2 leta smo imeli dogovor,
da se financira infrastruktura v neposrednji bližini vojašnice, to je bila ureditev naselja Črešnice in pa cesta od Cerkelj do Pirošice, vključno z mostom, ki se bo začel obnavljati v teh dneh. Prav tako pa je bil dogovor, da se v lanskem in v letošnjem letu nameni 100 000 evrov za nabavo gasilskih vozil. Minister je obljubil, da občina lahko pričakuje najmanj toliko denarja, kot so ga zagotovili njegovi predhodniki, torej na leto med 300 in 600 tisoč evrov. Tukaj smo danes predvsem uskladili, kaj so prioritete za eno in za drugo stran. Hkrati pa sem to priložnost izkoristil tudi to, da sem se županu kot predstavniku lokalne skupnosti zahvalil za dober in topel sprejem vojaškega letališča in pa tudi same Slovenske vojske. Molan je ob tem dejal, da zaradi vojašnice in drugih izzivov, ki jih predstavlja meja s Hrvaško, bi želeli, da bi ministrstvo tudi del sredstev namenilo za gasilce, kot so razna penila, razne reševanje, ki jih bomo še z Gasilsko zvezo dogovorili. Sicer pa je bila ena od tem današnjega pogovora tudi delovanje javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki, katerim pogodba poteče in ena od točk je tudi bila, da se ta pogodba podaljša za naslednjih 5 let in da se lahko izvaja nemotene dejavnosti Letalskega centra Brežice. Po lani podpisanem dogovoru je ministrstvo Brežiški občini za vlaganje v infrastrukturo obljubilo po 400 tisoč evrov za lansko in letošnje leto. Novomeška občina je že pridobila gradbeno dovoljenje za brv v Irči vasi, ki pa še ni pravnomočno. Javni razpis za izbor izvajalca gradnje je bil objavljen prvi teden v juniju. Gradnja naj bi trajala 15 mesecev, izvajalec pa se bo moral prilagajati okoljevarstvenim zahtevam. Občina pa, kot je znano, načrtuje tudi brv v Kandiji. Poglejmo podrobnosti. Brv za pešce in kolesarje v Irči vasi se bo na desnem bregu navezovala na lokalno cesto Irča vas, na levem pa na Lastovče. Ob običajnem poteku razpisa bi pogodbo z izbranim izvajalcem za gradnjo brvi podpisali v avgustu, pravi župan Gregor Macedoni, a so prejeli zgolj eno ponudbo z neustrezno višino. Zato je zelo velika verjetnost, da bomo mogli postopek ponoviti. Pri projektu brvi med Loko in Kandijo pa smo v zaključni fazi izdelave projektne dokumentacije, ki računamo, da bo v tednu ali 2 tudi vložena na upravno enoto. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa bomo šli tudi v javno naročilo za izgradnjo te druge brvi. Ocenjene na dober milijon z davkom, pri čemer naj bi počrpali 926 tisočakov evropskih in državnih nepovratnih sredstev. Brv se bo na desnem bregu navezovala na Kandijsko cesto, na levem pa na Župančičevo sprehajališče. Ko med snemanjem naletimo na dekleti na poti na Portoval, nam povesta, da bi bila brv prek Krke dobrodošla. Dobro bi bilo imeti mostiček, ki bi prej prišel na kakšno točko, na kakšno lokacijo. Naprimer od Loke, pa do Portovala, tam, kjer je igrišče. Ja, bi hitrejš prišel, pa naj bi rabo cele kroge delati. Pa tudi starejšim bo brv olajšala pot, pravi naključno mimoidoča. Naprimer tak starejši, ki tamle na Breksanu je, ki ne more hoditi, sama vem, kako je to. Bi prav pošli. Da gredo tukaj čez, ne? Ja, bi več mostov. Brv v Irči vasi je ocenjena na dober milijon z davkom, a naj bi občina pridobila tudi evropska in državna nepovratna sredstva v višini 739 tisočakov. Gre za sofinanciranje na področju trajnostne mobilnosti iz Evropskega kohezijskega sklada. Na zadnji redni seji bi morali šmarješki občinski svetniki med drugim obravnavati težko pričakovan dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. A je bila zaradi po mnenju vodstva občine neustreznega gradiva obravnava ključnega občinskega razvojnega načrta umaknjena z dnevnega reda. So pa tamkajšnji svetniki v nadaljevanju seje soglašali z manjšimi spremembami v sklopu načrtovane turistične novosti izvir dolenjskega posebneža Cvička.
Druga novelacija naložbene dokumentacije je, kot pojasnjuje župan, predvsem posledica epidemije koronavirusa. Nekaterih načrtovanih dejavnosti v okviru inovativnega turističnega produkta, prvega tovrstnega v vinorodni deželi Posavje, zaradi omejitvenih ukrepov namreč ne bo moč izvesti. Določene aktivnosti, ki so bile upravičene, med upravičene stroške projekta, so zdaj pač nadomeščene z ostalimi. Gre za določena pridobivanja znanj tistih, ki bodo vključeni v projekt. Z novelacijo dokumentacije se je nekoliko spremenila tudi sama časovnica uresničevanja in finančna vrednost projekta. Urejanje bodoče fontane Cvička v trškem jedru Šmarjete, ki bo doživelo celovito prenovo, je sicer že v polnem teku. V minulih dneh so tako že podrli objekt nekdanje stare pošte. Zelo se bližamo sami postavitvi fontane. Mislim, da nekje v sredini meseca avgusta jo bomo seveda imeli možnost, bo gledala luč sveta v samem centru Šmarjete. Urejanje izvira Cvička, ki bo bistveno prispeval k razvoju turizma v Šmarjeti, je znatno sofinancirano z nepovratnimi evropskimi sredstvi. 140 000 evrov vreden projekt, 95 000 evrov nepovratnih sredstev strani last DBK, se pravi, gre za sredstva Ministrstva za kmetijstvo, za razvoj podeželja. Tako da smo zelo veseli, da bo neto strošek v bistvu toliko manjši za naš proračun. V prihodnje se bo občina lotila še obnove gospodarskega poslopja v neposredni bližini, tako imenovane Moletove štale, kjer bodo v prostorih, namenjenih za potrebe fontane Cvička ter dejavnosti promocije in prodaje, svoj domicil naposled dobile tudi članice Šmarješkega društva podeželskih žensk. Tudi naslednja novica je vinsko obarvana. V Velikem Gabru ravnokar gostijo srečanje dolenjskih vinogradnikov, na katerem kronajo novega kralja Cvička, razglašajo novo Cvičkovo princeso, predstavljajo novega ambasadorja Cvička in najboljšim podeljujejo priznanja z letošnjega ocenjevanja vin. Dopoldne še aktualna 21. Cvičkova princesa Simona Petretič pa je v svojem vinogradu, v katerem že rastejo trsi cvičkovih sort, zasadila še potomko žametne črnine z mariborskega Lenta. Draga Mariborčanka, vredi rasti, pa boš videla, kaj bo. Je bo zdaj ti jaz malo cvička dal, da boš malo bolj hitro rasla. V Frlogiji, vasici v krajevni skupnosti Podbočje, se je pri sajenju trte na povabilo princese zbrala pisana druščina. Častno mesto bo imela ta trta v njihovem vinogradu, kajti so vinogradniki, ki se ukvarjajo tudi ne samo ljubiteljsko, tudi tržno. In tudi v teh krajih vidimo, da raste čudoviti cviček in da bo tudi ta cviček šel širom po naši domovini. Ukvarjamo se z vinogradništvom, imamo okoli 5 hektarjev vinogradov. Sama bi rada se bolj posvetila turizmu, zato ker živimo res v krasnih krajih, čeprav je danes dež, nam je malo zamori, ampak vseeno. Petretičeva je z opravljenim poslanstvom v tem letu zadovoljna, saj je obiskala veliko dogodkov na Dolenjskem in širše, kjer deluje kar 32 vinogradniških društev. Ker smo se družili, kakšno besedo spregovorili o vinogradništvu, o cvičku, tako da ja, po Sloveniji imamo pa tudi veliko lokalnih kraljic, se pravi od Prekmurja do Slovenske Istre, tako da imele so ogromno dogodkov. Koronavirus jim je malce prekrižal načrte, so pa v tem času doma lahko obdelali parcelo in konec maja zasadili vinograd. Pred nami je vremensko razgiban konec tedna, preživite ga lepo in naj vam družbo dela tudi vaš kanal. Pa srečno!